Vojaški tabor Bile. 430 ameriških in okoli 300 slovenskih vojakov izmenjuje taktična znanja, ognjena podpora iz zemlje in zraka. Začetek vaj pa je tokrat zaznamovalo srečanje z medvedom. Naši vojaki so navajeni sobivanja z zvermi in tudi z divjadjo na tem območju, kjer se pojavljajo. Tukaj je bilo so bile prisotne tuje oborožene sile, katere pa teh izkušenj nimajo. Zato je okoljska agencija v zgolj enem dnevu, ko so se vaje že začele, izdala dovoljenje za odstrel medveda. Porajajo se dvomi, ali ni šlo morda za preuranjeno odločitev. Odstrel medveda ni v nobenem kontekstu povezan z to vajo. Medved je bil v tem rajonu prej, zahtevek je bil podan, mislim, da v času že pred vajo, in povezovanje odstrela medveda za to vajo je konstrukt. Žival so opazili tudi ameriški vojaki, kar so nam danes potrdili. Pretiranega strahu pred zvermi pa naj ne bi imeli. But where I'm from we have bears, but I never had an encounter with a bear. But I don't want one, but I'll still take that chance. Are you afraid? No, ma'am. Sicer pa tokrat letijo očitki tudi na varovanje območja vaj. Poligon, kot zatrjujejo odgovorni, naj bi varovali po načrtu. Domačini menijo drugače. Begajo živali, uničujejo rastlinje in na najbolj važni stvari, po našemu prepričanju, mažijo našo pitno vodo. Na ogrožanje virov pitne vode že več let neuspešno opozarjajo. V teh dneh bodo o tem znova obvestili pristojne organe doma in v tujini. Že konec avgusta pa bo na Počku 3. mednarodna vaja. Kot pravi v Slovenski vojski, še sreča, saj bo država na ta način privarčevala. Strošek vaje bo šel na račun ameriške vojske, posledice pa, kot menijo domačini, na račun slovenskih državljanov. V vojaškem žargonu pravična delitev bremen.